Že v lanskem letu je bila ledena trofeja, je bilo to prvič, ampak je bila v Ratečah, tokrat jo selite v Kranjsko Goro. Ja, res je, drugič je bila že lansko leto v Ratečah, tako da lahko temu rečemo, da je to že tradicionalen dogodek. Ne, hecam se, je pa res, ja. Ampak lansko leto nam je res uspel pripeljati več kot 50 ekip, kar nas je izredno veselilo, da so bile predvsem ekipe tudi ne samo iz Slovenije kot prvo leto, ko je bil to res manjši dogodek, ampak tudi že iz Avstrije in pa Italije, bilo je celo slovaška ekipa, prišli so celo igralci iz Amerike, to so bili piloti iz bližnjega Aviana, tako da je bilo tako mednarodna udeležba in v letošnjem letu selimo dogodek na območje Jasne, jezera Jasna, res prekrasna lokacija za nekaj takega in jaz verjamem, da bo to eden večjih dogodkov v letošnjem zimskem času, 25. januarja imamo datum in za vse tiste, ki radi drsate na naravnem ledu in se družite vsaj še z dvema prijateljema in želite svoje mojstrstvo pokazati, dobrodošli na jezero Jasna na ledeni trofej v letošnjem letu, mesecu januarju. No, vsi, ki prihajajo v Kranjsko Goro, radi smučajo in temperature so pokazale, da lahko topovi tudi zabrnijo in so. Ja, več kot 100 topov je danes zahromel po smučišču Kranjska Gora, prav tako pa smo danes začeli z izdelavo umetnega snega na smučišču Mojstrana, kar nas še posebej veseli. Ni bilo veliko zim, ko so lahko v Mojstrani tako hitro začeli delati umetni sneg in upam, da jim bo enim in drugim uspelo čim prej zasnežiti. Uradna otvoritev se sicer navaja za prvi petek, to se pravi za ta petek, konec tega tedna. Jaz verjamem, da če bojo zdržale vremenske razmere, kot jih vremenoslovci obljubljajo, da bomo res že lahko tudi prvič zasmučali. Mogoče še nekaj besed, kakšne spremembe se obetajo na prodaji kart, kot je bilo rečeno, ne bo več dolgih vrst, kako pa? Upravljalec žičnic Kranjske Gore se trudi, da v bistvu sledi času in online nakup vozovnic je standard. Online nakup vozovnic bo omogočen že v lanskem letu, pa tudi v prejšnjih letih, ampak letos so ga nadgradili za pick-up boxi. Gre za sistem, ko je možno naročiti smučarsko karto na spletu, jo plačati in skoraj kvoto samo prevzeti smučarsko vozovnico ob smučišču in se izogniti tem večjim vrstam, ki res ponavadi nastanejo tam med 9. in pa 10. uro dopoldne. Tako da jaz mislim, da bo s temu prikrajšano marsikateremu smučarju čakanje v vrsti in izgubljanje dragocenega časa in ga bo bolje in pa lepše preživel na samem smučišču. To je bila ena od takih novosti, mogoče druga stvar pa je skibus. Mi se trudimo, da bi povezali smučišče Podkoren s smučiščem Kranjska Gora, prav tako pa želimo z skibusom povezati sam nordijski center in pa področje ob mejnem prehodu Ponca, kjer je izvrstne možnosti za tek na smučeh in za skibusom, ki ga od 20. decembra pa do konca zimske sezone dnevno vozi brezplačno na tej relaciji. Mislim, da so se ga ljudje tudi kar navadili. Predvsem pa je to pomembno za vse tiste nastanitvene obrate, ki niso tik ob samem smučišču, da je to tudi za njih neka priložnost in imajo povsem enake možnosti prodajati svoje sobe kot tisti z najboljšim lokacijami. Kar nekaj novosti se obeta v Slovenskem muzeju skozi zimsko sezono. Hvala za besedo. Res je, obetajo se novosti v smislu, da pripravljamo veliko dogodkov, veliko stvari, s katerimi želimo privabiti nove in stare obiskovalce. Torej, Alpska adventna tržnica bo hit današnjega zaključka leta. Do 5. januarja imamo na voljo produkte iz avstrijske Koroške, iz Kanalske doline in iz Slovenije. Razstavljavci so torej pravzaprav iz treh dežel in odprli smo jo prejšnji teden, bilo je zelo družabno, zelo zanimivo, zelo povezovalno. Pripeljali pa smo tudi nekaj domačih produktov iz Julijskih Alp, mlekarna Planika s svojimi izdelki je na voljo zdaj tudi v našem Slovenskem planinskem muzeju. Poleg tega smo prenovili tudi oziroma prenavljamo našo stalno razstavo v smislu igrifikacije, prenavljamo igre, malce drugače bo, malce težje, malce bolj zanimivo za vse naše najmlajše, kajti zavedamo se, da so naši ciljni obiskovalci tudi šolarji, veliko jih je in želimo jim popestriti naš obisk in jih privabiti vedno znova v naš muzej. Poleg vsega imamo
skozi vso zimo tudi občasno razstavo, ki govori o jamskem svetu pod gorami, in pa seveda pripravljamo tudi številne animacije, ki bodo zanimive za organizirane skupine, ki se bodo naprej najavile.